Živijo, me veseli, da vas lahko pozdravim v prvi epizodi podcasta Sopotnik. Že samo ime tudi razkrije, kaj je namen, kaj je tista želja, iz katere smo se lotili tega projekta. Prvič, da bomo spregovorili z osebami, ki so sopotniki mladim, ki jih spremljajo, ki jim pomagajo na njihovi življenjski poti, pri njihovih odločitvah, da sam podcast tudi postane vam nek sopotnik. Da vam prebuja neka vprašanja, na katere sami ne pomislite, da vas provocira, podeli kakšno misel, na katero vi niste pomislili, da opozori na nek element vere, ki je njej ključen in ki ga ne gre izključiti, čeprav včasih mi nanj pozabimo. In še zadnji sopotnik, oziroma prvi bi mogli reči pa Kristus sam, ki nas vas spremlja, ki je tisti, ki je vedno ob nas in ki nam kliče, da je prišel zato, da bi mi imeli življenje in da bi ga imeli in živeli v obilju. In v tej prvi današnji epizodi se nam je pridružil duhovnik Janez Rus. Živijo, en prav lep pozdrav duhovniku Janezu Rusu in sicer pozdrave trenutno pošiljam v Nemčijo. Živijo. Najlepša hvala, da si vzel čas, da si prvi, ki si ta naš sopotnik. Mogoče čisto, ti se ne nahajaš samo trenutno v Nemčiji, ampak si zdaj v Nemčiji že 3 leta. Razlog je pa? Razlog je dvojen. Po eni strani sem kot duhovnik zelo hotel imeti duhovniško bratstvo, kar ga tle imam, živim na župniji še z dvema drugima duhovnika, z župnikom in kaplanom. Smo vsak malo svojo službo, ampak v osnovi imamo predvsem svoje duhovniško bratstvo v vsakdanjem življenju. Drug razlog je pa ta, da imam trenutno službo, ki je zelo mednarodna in terja mnogo poti, skoraj tako rekoč po celem svetu, in sem se pač nastanil blizu enega še kar velikega letališča. Torej, ti si tudi član skupnosti Emanuel in ravno preko tega si potem tudi zdaj prišel do te svoje mednarodne vloge. Preden greva na samo vlogo, mogoče beseda o skupnosti Emanuel. Se mi zdi, da je morda poznana komu založba Emanuel, potem pesmi, ki jih Emanuel. Kaj pa nasplošno je, iz česa je Emanuel zrasel, oziroma kaj je to danes? Emanuel se je rodil iz želje 2 ljudi, ki sta se srečala na enih duhovnih vajah ob koncu 60 let prejšnjega stoletja. Peter in Martina je njuno ime in sta čisto preprosto hotela živeti svojo vero malo več kot samo ob nedeljah pri maš, in sta se torej začela dobivati, ker sta se vzajemno prepoznala kot brat in sestra. To, kar ponovadi tako malo tipično, stereotipno rečemo, dragi brati in sestre. Na kar sta v svojo sredo povabila še druge svoje prijatelje in tako so začeli v bistvu se tedensko dobivati, brez načrta, brez vizije, samo in čisto preprosto zaradi tega, ker so hoteli skupaj moliti. In to je trajalo nekaj časa, iz tega je potem se rodila cela molitvena skupina, ki je zelo hitro se zelo povečala. Po enem letu jih je bilo 500 in po 2-3 letih so počasi začeli zaznavati, da potrebujejo neko ime, in so si dali ime Emanuel, ki je kasneje postala skupnost Emanuel, ne zaradi tega, ker bi ljudje skupaj živeli, temveč zaradi tega, ker so imeli hrepenenje, da bi bili na skupni poti, da bi bili sopotniki. To se je zgodilo v Parizu in postopno je Emanuel kot skupnost pač napisala svoje statute in potem glede na cerkveno pravo so se pač mogli, bomo rekli, registrirati na nek način, se pravi, so izbrati, so morali neko organizacijsko obliko in torej je potem iz tega ratalo združenje vernikov, kot je še zdaj. Danes je
Skupnost Emanuel, torej javno združenje vernikov papeškega prava, prisotno v 60 državah sveta. Še vedno je Pariz nekako središče, medtem ko duhovno središče skupnosti je pa El Monial, kjer je razodetje Jezusovega srca. In torej posledično ali pa glih zaradi tega imamo tiho češčenje najsvetejšega kot srce naše duhovnosti skupaj še s slavljenjem. Iz tega pa se rodi naša želja potem, da bi bili misionarski, da bi naš krščanski način življenja bil misionarski način življenja, vedoč, da tako rekoč vsi člani skupnosti živimo po svojih domovih, po svojih župnijah, nimamo nekih ekstra zadolžitev ali pa vlog v svetu, kot pač preprosto tudi, da živimo vsakdanje življenje in da v tem življenju želimo živeti na misionarski način. Zdaj, ta tvoja pot poklicanosti oziroma prepoznavanja klica je bila meni tako zelo zanimiva, ker vsaj, kakor sem jaz prek intervjujev, ki sem jih prebral, zasledil, je bila precej, ne vem, če je lahka prava beseda, ki bi jo uporabil, ampak tako, si dobil točno znamenje, ki te je dalo vedeti, ki te je usmerilo, oziroma vsaj zelo rad spregovoriš tudi o tem trenutku prelomnem zate, ki se je zgodil tvoje srečanje z Bogom. O tem rad spregovorim zaradi tega, ker rad poudarim, da je Bog tudi konkreten, ni pa samo konkreten v tem smislu. Verjetno misliš na trenutek, ko sem bil v Barceloni in sem odprl svetpisem na Sirah 50, ki se glasi Peter Janezov sin, veliki duhovnik, in potem sledi opis tega velikega duhovnika, več ali manj. Rad o tem spregovorim točno zato. Moraš pa vedeti, da je do tega prišli potem, ko sem 10 let se ukvarjal s to mislijo in 10 letih nisem imel, glih vsak teden nekega mega konkretnega znamenja. Tako da, vedoč, da sem imel veliko hrepenenj, veliko bojev, veliko iskanj, veliko premišljevanj itd., pač, da sem šel skozi vsa možna doživetja in čustva tekom 10 let, ker prvič, ko sem se jaz osebno s tem srečal, je bilo pri mojih 12 letih. In torej, ko sem bil star 22 let, sem končno dobil to konkretno potrditev, ta konkreten odgovor, ki pa tudi ni padel z neba, zaradi tega, ker sem kljub vsemu v tistem trenutku jaz osebno naredil odločitev, da bom šel v svojo sobo iz balkona, da bom vzel svetpisem in ga odprl s konkretnim namenom. Torej, sta se kljub vsemu srečala nebo in zemlja, bomo rekli. Lik to mi je ena taka zanimiva dvojnost morda. Torej, nasplošno, ko govorimo o poklicanosti, kot jo tudi papež Frančišek opiše kot pač neka čista življenjska usmeritev, da tukaj, ali gre tukaj samo za delo Boga, ki mi torej predpiše neko pot, ki mi potegne nek vektor, nekam naj bi jaz šel, oziroma kakšna je nasplošno vloga nekega mladega človeka, ko do vas pridejo mladi sprašujoč se, kje je njihovo mesto, kam jih v resnici Bog kliče, ne? Kako jim dopovedati tudi to, da je nekaj na njih, da torej gredo v sobo, odprejo pismo oziroma pač kar je na njihovem, kar je njim namenjeno, kako jim to posredovati, da je na njih tudi, da nekaj naredijo zato, da bodo slišali Božji klic, oziroma ali je Bog tisti, ki pa je tudi toliko glasen, da včasih prebudi naša speča ušesa? Jaz mislim, da je tako, ko zmeram v življenju, treba biti proaktiven, ne? Se pravi, da je treba delati konkretne korake, delati konkretne odločitve in hkrati biti popolnoma sprejemajoč za Božje intervencije. Ampak oboje je treba živeti na polno, bi jaz rekel. Kar se tiče poklicanosti, se mi zdi najbolj pomembno to, da poklicanosti ne instrumentaliziramo. Se pravi, da se ne skoncentriramo na vprašanje, kjer odločitev bom jaz sprejel. Ker to v končni fazi ni vprašanje poklicanosti. Vprašanje poklicanosti je, da sprejmem, da ima Bog zame osebno načrt ljubezni in ta je, da pridem v nebese. Ne? Če tega ne integriram v svoje bitje,
če tega ne doživim v vsej iskrenosti in vsej pretresenosti, potem, po mojem mnenju, tehnično razločevanje poklicanosti, ne, ali naj grem za nuno, ali naj se poročim, to je po mojem mnenju je za manj, ne, je res za manj. Poklicanost je naša izvoljenost, ne, in v krstu smo izvoljeni, namenjeni za večno življenje v skupnosti z Bogom. Se mi zdi to odlična iztočnica potem že na to misijonskost, ki jo poudarja papež Frančišek. Misijonskost kot taka je morda spet, se čutimo kot da je pridržana. Sploh v Sloveniji, po mojem, da imamo misionarji, so misijonski, medtem ko moje misijonskosti ne prepoznam, ne začutam. Pa je v resnici stvar, se mi zdi, preprostejša. Ne vem, ti si že malo omenil, da ni bila tvoja pot direkt, da si šel študirati za duhovnika, da si prej tudi študiral antropologijo in etnologijo. Na splošno se mi zdi, da sem imel zelo veliko različnih interesov, od igralstva do učenja tujih jezikov in tako dalje, oziroma na splošno tega mednarodnega okolja. So te stvari na koncu, ki so tebi čistko življenjske, lastne, pomagale tebi tudi kot to, da si se izgradil, kot pa tudi pol, da si prepoznal ta misijonski klic, oziroma kako na splošno, ali je neka ločnica, ki jo lahko potegnemo med nekim tem življenjem, stvari, ki jih počnem, pa poj nekaj, kar se pa grem, ker zdaj sem pa misijonski. Ja, načeloma je veliko hrepenenje koncila in cerkve ta, da bi te ločnice ne bi bilo, se pravi, da bi bilo naše življenje misijonsko. Kar pomeni, da biti kristjan, biti krščen, biti vcepljen v cerkev, ne pomeni, da si v neki skupini, ampak pomeni transformacijo osebe, da odslej postaneš, da je tvoj način biti drugačen. Meni osebno je gotovo pač nekateri skoki v tujino in stiki in tako naprej so mi pomagali pri temu, najprej po mojem, da sem lahko s primerjanjem različnih okolij, različnih držav, kultur in tako naprej, ugotovil, da smo v Sloveniji zelo majhni in zelo omejeni. Po drugi strani sem pa ugotovil, da so stvari, ki jih v svoji lastni kulturi, v svoji lastni državi izredno cenim, zaradi tega, ker sem jih lahko s primerjavo z drugimi pač ocenil kot boljše, kot rekel, neke tuje zadeve. Hkrati sem pa videl, da smo mi v Sloveniji naše krščanstvo pripeljali, mogoče malo karikiram, ampak tako tako bi rekel, da smo mi naredili eno izvedbo krščanstva, katoliškega krščanstva, kot neke vrste narodno gredico, neko gredico, ki je pač lušna, ki je lična, kjer se mnoge prijetne pesmice pojejo. Predvsem mi pa manjka ena ključna zadeva, in ta je, da pač ni misijonarska. In to je ključni manjko, po mojem mnenju. Kar ni presenetljivo, zaradi tega, ker enostavno v slovenskem krščanstvu nismo nismo naredili koraka naprej od tradicionalnega krščanstva. Se pravi, standardno krščanstvo pri nas je tradicionalno krščanstvo, ki ne pozna misionarskega vidika, ker je pač del kulturne krajine. In če je del kulturne krajine, potem tam stoji. Če pa ti preideš iz te kulturne krajinskosti k oznanjevalni logiki, potem se pa nekaj predvsem od vznotri spremeni, ker dojameš, da način bivanja tvojega krščanskega jaza postane popolnoma drugačen. Pravi, da ti nisi samo nek monument, ki stoji na vrhu hribčka, temveč si način biti, ki si želi predvsem eno, da bi veselje tega, kar si ti doživel ob Jezusu, ob njegovem odrešenju, delil in povedal tudi drugim.
Zanimivo mi je bilo tudi, ko si omenil torej to, da ti je tujina pomagala lih pri tej refleksiji oziroma spoznavanju tudi te realnosti v Sloveniji na mal drugačen način. Mogoče, če si zdaj še mal konkretnejši, torej še preden si zdaj odšel v Nemčijo, kako ti je to srečevanje s tujino pomagalo tudi pri tvojem delu na župniji, pri srečevanju z mladimi? Ali se je kaj tudi tukaj, konkretno v tvojem načinu pastorale delovanja spreminjalo? Težko rečem, če ja. No. Zdi se mi, da že tujina, tako, ko greš pač v tujino, se mi zdi, da je temeljni sad tujine ta, da si način, kako si pač drugačen, osvobajati v odnosu do svoje lastne kulture, dobivaš razne ideje, ki znajo biti zelo koristne in vse itd. No, marsikaj se lahko zgodi, ko si v tujini, marsikaj je tudi bolečega, marsikaj je tudi težkega, pač ne, ko si v tujini je veliko stvari napornih. Vsekakor pa to v končni fazi vpliva na posameznika in na način, kako je izgrajen, na način, kako živi. In pri meni jaz opazujem, predvsem tu se mi zdi, razen tega, da se mi zdi, da imam neko tendenco, da če nekdo tako začne, recimo, da pride k meni in začne malo razmišljati o tem, da bi šel malo v tujino, ne, ali na Erasmus, ali na kakšno poletno izkušnjo in tako. Vsekakor imam to tendenco, da idejo zelo podprem in zelo spodbujam, ker se mi zdi, da je to nujno za vsakega mladega, no, za slovenskega mladega pa sploh, ker imamo ta problem majhnosti. Dobro, tako, če pa omeniš glih pastorala, seveda, tle pa pač vprašanje, za mene vsekakor je to resno vprašanje, no. Če resno verjamemo, da je katoliška cerkev ena in ista, ne, in da duh govori svoji cerkvi, da sveti duh vodi svojo cerkev, potem je za mene absolutno vprašanje, kaj duh govori celi cerkvi. In torej so kraji, kjer so srca bolj odprta in so kraji, kjer so srca manj odprta. In jaz v načinu pastorale, ali pa konkretno v načinu mladinske pastorale, zdaj je gotovo že malo drugačen, zdaj imam tudi določeno distanco, zdaj težko rečem za ta trenutek. Ampak ko sem bil jaz še prej pač, ne, recimo 10 let nazaj, tako, ko sem bil bolj v slovenski sceni, se mi ni zdel, da bi bila Slovenija kraj, kjer bi bili mi mega odprti za nove navdihe Svetega Duha v mladinski pastorali. In z tega vidika sem jaz osebno zašel v Ameriko, kjer sem prepoznal pač ključne preroške posege duha v mladinski pastorali. Ko sem se srečal z Lifetinom, recimo, pa potem s Steubenvillom, mislim, to je bilo kot noč in dan. Ne? To, ko sem jaz srečal s tem pastoralnim pristopom, ko sem se srečal z vsemi ljudmi, z vsemi, kar so počeli, jaz sem si mislil, pa kje smo mi? Mi smo čisto pozabili na Svetega Duha. Mi se gremo tle nek slovenski vrtiček, kot da je cela Slovenija katoliška in kot da samo pastorala pomeni, da imamo neko animacijsko pesmico z mladimi in da bo zaradi te pesmice, da bojo mladi ostali v cerkvi. Ne, tako. Ta, rekel, pastoralni učinek vsekakor sem ga lahko zelo jasno zaznal. No. Na splošno gre tudi cerkev zdaj, sploh sinodo, ki je bila 2018 o mladih, na kateri si tudi v pripravljalnem srečanju sodeloval. Se kaže tudi neka smer, da se mladinsko pastoralo malo pretrese, mogoče tudi čisto v smislu, da ne prinešemo nekih zapakiranih programov, ki jih potem samo odpremo, ampak lih to, kar si tudi omenil, malo te drznosti, ki jo prinaša Sveti Duh. Spet, če pridejo do tebe mladi zdaj z nekimi pobudami, morda ti tudi znaš prepoznati, v tem srcu se nekaj dogaja, Sveti Duh nekaj počne.
na svet mladim, ki pa pač tega zaledja nimajo, oziroma ki nimajo podpore v župniji, ki nimajo nekih okoliša, znotraj katerega se srečujejo, delujejo, taga, ki bi jih podpiral, kaj naj oni naredijo? Kaj, če jaz kot mlad človek prepoznam, da me Sveti Duh k nečemu kliče, k nečemu spodbuja, pa okolje noče prepoznati teh, noče slišati teh spodbud? Ja, jaz mislim, da je prva stvar, ki je vsekakor najbolj pomembna, je, da če posameznik želi, da se bo nekaj iz tega rodil in da tisto, kar se bo rodil, da bo res Božje, potem je nujno, da človek moli. Moli pa lahko vsak. Moli lahko vsak, lahko greš pač v cerkev in si tam. Če Bog da, najdeš celo kakšno odprto cerkev. Kar je tudi svojevrsten fenomen slovenske cerkve, se mi zdi, da imamo cerkve ljubosumno zaklenjene. Ampak sej svetopisemsko, bi rekel, čist dobesedno je, da molitev je predvsem stvar srca in da je stvar umaknjenosti, kar pomeni, da v svojem srcu se vedno lahko srečuješ z Gospodom in da se vedno, vsak človek se lahko nekam umakne. Mnogi so, tle je tukaj pričevanj, mnogi so ljudje, sodobniki ali pa iz raznih preteklih obdobij, ko so pač morali skozi dolga obdobja molitve, zato da se je nekaj Božjega rodil. Zdaj, če se nekdo želi, potem je treba vztrajati v molitvi, ki mora vsekakor slej ko prej najti tudi neko skupinsko, neko skupnostno razsežnost. Ne more človek dolgoročno vztrajati v molitvi sam. Ampak skupnostno pomeni, da se pač trije dobijo skupaj in molijo. Zdaj, če je pač situacija v župniji taka, da je cerkev zaklenjena, je pač potem pastir noče, da bi ljudje v njo šli, torej se dobiš doma. Tako preprosto je to. To je ena stvar. Se pravi, resno duhovno življenje, v središču katerega je molitev. Brez tega ne vidim resnične možnosti. Druga stvar je pa, da iščeš v vzgibih srca in v tem, kar človek dejansko prepozna kot svojo lastno željo, lastno potrebo, da iščeš tisto, kar je za tvojo dušo in zate osebno boljš, dober in boljš. Zdaj, tle sem mogoče malo hodim po robu, ampak če pač v končni fazi, če tvoja lastna župnija ni kraj, ki bi te nahranila, zato da bi tvoja duša napredovala v boljšem, potem moraš iskati drug kraj, oprosti. Mislim, jaz želim, meni se zdi idealno, meni se zdi želeno, da bi vsi mladi bili v župniji, ampak če župnija ni kraj, ki bi ti dala možnost, da bi ti napredoval v tem, kar ti osebno prepoznaš kot tisto, kamor te žene, potem poišči kraj, kjer to bo. Zdaj, ali je tu na kakšni ravni, v kakšni obliki, ampak glih tle je vprašanje, na kak način Duh govori svoji cerkvi pač. Vsekakor, jaz mislim, da je lokalno življenje je prva stvar in je najbolj osnovna zadeva in bi se morali k temu pač prizadevati. Je pa tudi neka meja med tem, da ti želiš nekaj v svoji lokalni skupnosti doprinesti, ne želiš si pa po drugi strani zob polomiti in se ob tem doprinašanju zmatrati. Tega si pa tudi človek ne želi. In torej moraš kljub samo iskati kraje, ki te hranijo in ne kraje, ki ti prinašajo samo razočaranje. Zdaj, kva konkretno narediti, jaz mislim, jaz ne bi bil bolj konkreten, kot je tu. Razen tega, da bi rekel, če ima nekdo željo in hrepenenje potem, da bi konkreten bil, potem bodi. Ni drugega, kot da jih spodbudiva k temu, se mi zdi. Ali kako?
Ne, itak, pa tukaj le gre v resnici za to, da je klic tukaj le morda lih za to, da se pa iz te spečnosti, ne, iz tega trnulčinega gradu ustvari neka živost, ne, mogoče lih jaz sem ta, ki sem torej poklican, da bi tukaj, tako da Boš pa, Tilen, to, kar rečeš, ta spečnost, ne, gotovo, jaz mislim, da vem, tako, na kaj misliš, ampak jaz mislim, da je problem v svojem bistvu, ne v spečnosti, temveč točno v tem, da smo mi, predvsem, da nam manjka misionarske želje, misionarskega ognja. In da smo prišli dejansko v situacijo, ko smo se znajdli v Sloveniji, ki že dolgo časa ni več krščanska, celo smo se znajdli v Sloveniji, ki kulturno gledano sploh ne razume, kaj cerkev je, in je cerkev postala, dobro, za nek manjši del je postala sovražnica ali pa je postala vzrok jeze, ampak to je manjšinski del, čisto iskreno, ne. Za veliko večino Slovencev je postala cerkev, ki nima nobene legitimnosti. Mislim, tako, v čem sploh cerkev ima neko pomembnost sama v sebi? Mislim, da se sploh ne razumemo, tisti, ki smo znotraj in tisti, ki so zunaj. In torej spečnost naše cerkve ni v tem, da bi bili pač preprosto zaspani, ampak je v tem, da moramo predvsem iznajditi nov način biti cerkev v tej Sloveniji, kot je naša. In ta naša Slovenija ni katoliška Slovenija. Ta naša Slovenija je pač sodobna, zahodnoevropska Slovenija, ki pač meni, in to ne v nekem teoretičnem mnenju v glavi, temveč v celotnem bitju, da religija, da je pač, ne vem, kaj bi sploh z njo počel, in religija itak nima nobenega pomena v življenju in sploh ne vem, zakaj bi rabil cerkev. In torej v tej civilizaciji, v tej Sloveniji, ne, iznajdeti ali pa biti odprt za posege duha, da bomo iznajdli način pastoralen, način bivanja naše cerkve, ki bo najprej sploh, ki bo nagovorila okolico, ne, zunanji svet na ta način, da bo okolica rekla, to je pa zanimivo, kar praviš. Ne, trenutno se mi zdi, da nismo tle, ne, da nismo tle. Kar se odraža tudi na različne načine, ne, saj tudi posegi, ko pa se spregovori o posameznih tematikah, so vzeti zelo kot praznine, ker ni lih nekaj te razumevanja nasplošno, iz česa se izhaja, pa tudi ni nekega te hrbtenice, da bi prepoznal, da dejansko je odnos z Bogom, religija, vera nekaj, kar bi preobražali, ne. Tudi tu, kaj pa je zanimivo lih to, kako sproducirati zdaj neke te spremembe, ki sva že ugotovila, da so potrebne. Pa ne tako, spet ne da jaz produciram spremembe, ne da delamo drugače, samo da bi delali drugače, ampak lih iz te misijonske poklicanosti, želje, potrebe, mislim, tako sej ni to nekaj, kot sva že tudi govorila, kar bi lahko ločil, kar bi bilo pač, ok, bomo zdaj dodali to, ampak gre tukaj le samo vero živeti v tisti polnosti, ki je pač od začetka že mišljena. Če lahko eno krajšo anekdoto, ki je čist zdaj pred ta teden, datira iz tega tedna tlele v tej župniji, pač to je obrobje Münchna, so imeli v tem tednu župnijski svet in imamo eno članico, ki je tudi nuna in je pač živi tle na območju župnije in je torej v župnijskem svetu. In je rekla, da pač ima tudi neko točko, ki bi jo rada povedala, in sicer so k njej tako sem pa tja ljudje prišli in želijo, da ona vsaj omeni to točko. No. In sicer je rekla, torej kontekst župnije je pa ta, da želita kaplan in župnik pač iti v to smer, da župnija ni samo skupnost tistih, ki hodijo k maši, ne, se pravi, da če ti rečeš tisti, ki hodimo k maši, pomeni, da ti že vnaprej rečeš, da smo mi klub.
Se pravi, skupina ljudi, ki je jasno definirana, tisti, ki hodimo k maši. Ok, so eni, ki bolj, eni, ki manj, ampak kljub vsemu, to je ta skupinca ljudi. In ona dva pa pač skladno z Jamesom Mellanom in Divine Renovation želita pač župnijo narediti kot kraj, ki je odprt, ki je gostoljuben, ne, in ki je oznanjevalen. Se pravi, da v bistvu tisti, ki je nov, ki na nov pride v župnijo, začuti nekaj, kar ga pritegne in si reče, jaz bom pa še sem prišel. In v zadnjem, to je zdaj že več let delajo na tem, cela župnijska ekipa, in več let ni bilo nič kaj dosti sadov, se ni nič videli, nobena bistvena razlika ni bilo, medtem ko zelo v zadnjem letu s korono smo pa začeli zaznavati mega spremembe, ne? In naša cerkev je zdaj polna, ne? In ogromno mlajša generacija je, ki pač jaz jo itak ne poznam, ker nisem redno pri maši, ampak tudi župnik in kaplan pravita, ful je novih, in vsak teden ima ta kakšnega, do katerega je treba jeti se z njim, da ga ti spoznaš, kdo so te ljudje. No, in to so starejši zaznali in so dali na točko dnevnega reda ŽPS-ja, ne, problem, župnik, ne, mi imamo občutek, da se vi več ne zanimate za nas in da se zanimate samo še za tujce. To je bila točka, to je bila izjava. Ne? In seveda župnik je bil nemalo potrt, ne, ker je rekel, ja pa pismo, a nismo mi v ŽPS-ju že 5 zadnjih let delali na tem, da župnijsko občestvo postane gostoljubno za nove in ko novi končno pridejo po 5 letih, ne, imate zdaj vi problem, ne, ker imamo tukaj, in oni so rekli, ker imamo tukaj tujcev. Pač, ne. Evo, anekdota neki pač. Ko pač zelo dobro tudi odslika realnosti, pač, s katerimi se soočamo. Ker tako, ko razmišljaš, ne, ko si tako v enem pogovoru, te hitro potegne, ne, si tako, ja, ne, zdaj bomo spremenili, ampak se kaže to, da so spremembe po eni strani dolgotrajne, ne, torej, da se po 5 letih lahko šele neki koraki v drugo smer prepoznajo. Ampak hkrati ne pa pokaže tudi to, da je potrebno delati zelo široko, s širšo skupnostjo, večkrat tudi kakšno stvar povedati. Ja, sigurno, ja. Jaz mislim, da tako, ko so že glih o pogovoru o pastorali, kar je, ne vem, če sva tu že rekla, ampak meni osebno se zdi, da en od ne posegov duha, ampak en od znamen Svetega Duha naši sodobni cerkvi, ne, in kjer pač je vprašanje, ali mi v Sloveniji tu resno vzamemo, je, da resna pastorala in resni pastoralni sadovi bodo samo tam, kjer krščanska skupnost oznanja. In ne, da je župnik vse ved, vse delujoč, vse prisoten in zmatran, ker vse na njem, ne, in potem je zagrenjen, ker jasno, da ne, ljudje se ne odzivajo in je v velikih primerih zagrenjen, ker pač itak nobenega ni. Ne. Tudi če jih 10 pride, itak nobenega ni. Ne. Tistih 10. Ne. Jasno, da je tu njegova reakcija, pa ne mislim na nikogar zdaj konkretno, ampak na župnikova reakcija zagrenjenosti, ker je solist. Pastorala pa po definiciji ne more biti solistična, ker to ni krščansko. Krščansko je samo ekipa, ampak ekipa je zelo posveten termin, ne? Skupnost je prava krščanska beseda. Skupnost tistih, ki so Jezusovi učenci. Ne? In če ta skupnost postane misionarska, če so vsaj 3, ne, je zadost. Če ta skupnost 3, da ključen okus in takt neki širši župniji, ne, tle potem lahko računamo na kakšen sad. Ne. Če pa solist, pa... Mogoče za konec, da se osredotoča še malo na to, kakšen naj bo korak naprej. Mogoče čisto, kaj ti prepoznavaš tudi kot odmev na vso to korono situacijo, ko jo čutimo, kakšne poudarke mora dati zdaj cerkev, kako spet mlade prebuditi, kako
jih povabiti iz kavča, z balkonov v življenje v tej situaciji, ki je precej še vse negotova, ki pozablja, se izgublja neka ta mislim to, ki spoznavamo spet se z vero, s krščanstvom, s tem klicem, ki ga je Bog v nas položil. Tako, če rekel, grem nekoliko širše kot samo korona, potem bi pač šel na sinodo mladih, kjer so nekatere točke se izbistrile in prišle na površje. Mislim recimo na nujnost postaviti v središče kerigmo, na nujnost resničnega spremljanja mladih in ne serviranja vnaprejšnjih vzorcev. Mislim na medgeneracijsko občestvenost, mislim na stalno odprtost Svetega Duha, kar se tiče naših pastoralnih modelov, se pravi, mislim na pastoralno spreobrnjenje, ki ni samo prišla na sinodi mladih. Mislim tudi na ta poudarek korenin, korenin, ki so po definiciji dobre, ki so kvalitetne, in jih je treba tudi malo obrezati, kar se tiče balasta. Se pravi, prava resnična tradicija, v povezavi z ljudskimi pobožnostmi in tako naprej. To so neki ključni poudarki, se mi zdi, sinode mladih, ki so dobri in ki še vedno lahko, bi rekel, inspirirajo. Kar se tiče te korone, pač meni osebno, jaz mislim, da moramo ta čas, tako kot vsak čas, sprejeti kot veliko milost. V tem primeru sem že večkrat slišal govoriti ljudi in tle se popolnoma strinjam, je pač to preteklo leto en katalizator prečisti, ali pa ogenj, tako bomo rekli, če vzamemo en svetopisemski termin. To je itak predvideno, Jezus je tu večkrat poudaril, biblična misel je jasna, da Gospod zmeraj prečiščuje. In preteklo leto je bilo pač leto prečiščenja, da se je prečistilo tisto, kar se je moralo prečistiti. Tisto, kar je odpadlo, hvala Bogu, da je odpadlo, in zdaj jaz ne vem, koliko ljudi je odpadlo. Ko rečem odpadlo, pomeni od te udeležbe pri cerkvenih obredih. Zdaj ne vem, če je to 50% ali 60, 70 ali 30, 10, kakor jih je odpadlo, Bogu hvala, da so tako hitro odpadli, ker so s tem nam naredili veliko uslugo, da smo korak bliže k resnici, namreč glede tega, kdo resnično ima notranjo potrebo, da se udeleži Evharistije, zaradi tega, ker tam srečuje Jezusa. Kar se pa tiče tako konkretno, ne vem, sej tu bi lahko glih tukaj povedal ti, kot jaz se mi zdi. Po mojem mnenju, jaz se ne strinjam tukaj s tem, da s to dialektiko bili smo na nekem mestu, vmes je bila korona, potem gremo pa zdaj končno počasi nazaj, ampak preprosto korona je bil korak naprej in zdaj, kar pride po koroni, bo tudi korak naprej. Kar se tiče pastoralnih modelov, je vsekakor, po mojem mnenju, je jasno, da bomo pač, rekel, internetni umestnik Zoomov in vseh drugih možnosti, sedaj, rekel, standardno vklopili kot normalni del pastorale. Se pravi, da bo način pastorale pač drugačen. Kot smo vse tehnološke spremembe, ali pa tako, kot so bile vse večje krize, tudi, rekel, korak naprej, da se je pastorala pač v osnovi predrugačila. Ne vem, če si predstavljaš, ko smo iznajdli avto, se je pastorala pač predrugačila. Jožef nam je ufuril ne vem koliko župnij v Sloveniji in jim je s tem nakvapil 1000 problemov in breme, ki ga še zmeri nosimo in ki ga še zmeri pobožno čuvamo. Ko pa imamo mi avto, mi ne rabimo jožefinskih župnij, zaradi tega, ker jožefinske župnije so odgovor na neko konkretno situacijo. Ko pride avto, je treba korak naprej narediti. Namreč, Hmaš ne greš več peš, ampak greš z avtom. Dobro, mogoče butast primer.
No, in zdaj se mi zdi, da čisto preprosto smo okusili, da pastorala se lahko tudi zgodi, ne, v nekem segmentu, v neki točki in to zelo dober celo, ne, so aspekti, kjer se lahko internetni vidik, internetna pastorala celo boljš obnjase, kakor uživo pač, ne. In pogled za naprej, pač po tem prečiščenju, ne, po tem prečiščenju cerkve, ne, ki se dogaja, in hvala Bogu, da se dogaja, ne, bomo pač standardizirali, ampak jaz mislim, da tu po razločevanju, po tem, ko bomo delali razne poskuse, bomo videli, kaj se dejansko obnjase, v čem lahko recimo en Zoom doprinese in v čem ne more nadomestiti. Bomo pač do neke mere transformirali določene vidike naše pastorale. Super. Vrhunsko, meni se zdi, da ni pravzaprav nič za dodati. Mogoče za konec še nekaj kratkih sopotnic, torej, da jaz samo navržem in ti na hitro odgovoriš, kar ti prvo prileti na pamet. Torej, recimo najljubša knjiga. Najljubša? Najljubša, tako je. Filokalija, ki jo glih končujem. Pač novi prevod prvega dela Filokalije. Tako, super. Najljubša molitev? O, gospa moja. Najljubši romarski kraj? Medžugorje. Janez Rus, najlepša hvala, da si se nam pridružil, da si vzel čas spregovoril, bil sopotnik toliko časa z nami, pa dal tudi nekaj konkretnih spodbud za naprej, misli, ob katerih se lahko še malo grizlja. Tako da, hvala lepa. Ja, hvala tebi, Tilen, in lep pozdrav.